No, lep pozdrav. Danes bom tu govorila o drugi v nizu mednarodnih razstav, ki so se v 60., 70. in 80. letih preteklega stoletja zvrstile v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Te razstave, katerih temelj je bila utopična ideja o svetovnem miru, so dolgoročno zaznamovale delovanje Koroške galerije, saj so se skozi te razstave vzpostavili tako temelji galerijske zbirke, kot tudi zbiralna strategija galerije, poleg tega pa tudi pravzaprav identiteta in poslanstvo galerije. Tudi vsebinska usmeritev galerijskega razstavnega programa pravzaprav še danes v veliki meri temelji na takrat zastavljenih iztočnicah. V smislu širšega konteksta je potrebno poudariti specifičnost teh razstav v primerjavi s širšim slovenskim prostorom, saj pri teh razstavah ni šlo le za likovne razstave v ožjem smislu, pač pa so bile to kulturno-politične manifestacije, ki so potekale pod pokroviteljstvom Organizacije združenih narodov. Nastale so sicer na pobudo kroga domačih intelektualcev pod vodstvom takratnega direktorja galerije Karla Pečka, podporo zanje pa so uspeli najti tudi v širšem kulturnem, družbenem in političnem prostoru, kar jim je glede na siceršnji regionalni značaj galerije pravzaprav sploh omogočalo uresničitev tako velikopoteznih idej. No, najprej naj na hitro orišem časovnico teh mednarodnih razstav. Prva razstava pod naslovom Mir, humanost in prijateljstvo med narodi je bila organizirana leta 1966, druga leta 1975 z naslovom Mir 75, 30 OZN in je potekala ob 30-letnici ustanovitve Organizacije združenih narodov. Tretja razstava je potekala leta 1979 z naslovom Za boljši svet, ter četrta in tudi zadnja v seriji teh razstav je bila organizirana leta 1985 ob 40. obletnici Združenih narodov pod naslovom Mi za mir. Danes se bom jaz v tej predstavitvi osredotočila na drugo izmed razstav z naslovom Mir 75, 30 OZN, ki je tudi v sam način razstavljanja v več pogledih prinesla nekaj novosti. No, najprej naj spregovorim o vsebinski in organizacijski zasnovi razstave. Vse mednarodne razstave v Slovenj Gradcu, kot tudi ta, so bile velikopotezno zasnovane in so temeljile na obsežni organizacijski strukturi, v kateri je ožja skupina glavnih organizatorjev s Karlom Pečkom na čelu uspela pritegniti tako lokalno prebivalstvo, kot tudi podpornike od drugod. Pečko se je zavedal, da takšna razstava potrebuje tudi ustrezno strokovno podlago, zato je k sodelovanju povabil več strokovnjakov za vizualno umetnost s področja takratne Jugoslavije, pa tudi iz mednarodnega prostora. No, nekateri med njimi so bili potem tudi selektorji za posamezne segmente razstave, prispevali pa so tudi besedila za katalog. Razstava Mir 75 se je v razpisu omejila na tako imenovano angažirano figuraliko. Razlogov za to je bilo več in pojasnili so jih v uvodnem poglavju razstavnega kataloga. Med drugim so navedli sledeče. Kot prvo so želeli koncept, ki bi k sodelovanju pritegnil tudi tako imenovane države tretjega sveta, kot so jih imenovali, kjer je bil v tistem času po mnenju organizatorjev koncept, citiram, figuralnega izpovedovanja najbolj razširjen in priljubljen, konec citata. Konkretno je bil cilj pritegniti k sodelovanju umetnike iz neuvrščenih držav, saj je bilo takrat to tudi politično zaželjeno. Kot drugo so želeli razlikovanje od sočasno potekajočega 11. mednarodnega grafičnega bienala, ki je istega leta potekal v Ljubljani. Predvsem so se želeli izogniti ponovitvam avtorjev, kar je bilo recimo deloma prisotno pri prvi mednarodni razstavi leta 1966. Kot tretje pa se je koncept angažirane figuralike je ustrezal tudi takratnim uradnim ideološkim smernicam, saj naj bi ta komunikativnost umetniških del v slogu angažirane figuralike omogočila
kot so dejali, pomemben korak v približevanju umetnosti občinstvu oziroma tako imenovano demokratizacijo umetnosti, ki naj bi jo sprejeli za svojo kar najširši sloj delovnih ljudi. No, to pa je v praksi pomenilo, da bo tovrstna umetnost pritegnila veliko število obiskovalcev, saj naj bi tovrstna razstavljena dela bila vsem razumljiva. No, ta koncept angažirane figuralike so člani tako imenovanega umetniškega sveta utemeljili vsak v svojem uvodnem besedilu v katalogu, ustrezal pa je tudi takratni vladajoči kulturni politiki. Večina piscev v katalogu je poudarjala nujnost, da se umetniki distancirajo od tako imenovanega larpurlartizma, ter da se namesto tega posvetijo družbeno angažiranim temam. Predvsem so poudarjali angažiranost v umetnosti, niso se pa toliko ukvarjali z figuraliko. Poleg Karla Pečka in novinarja Bogdana Pogačnika so bili v tem svetu še umetnostni zgodovinarji Marjan Tršar, Irina Subotič, Zdenko Rus, Ješa Denegri in pa Aleksander Basin. No, zaradi širokega izbora kustosov, svetovalcev in selektorjev, ki so prihajali iz različnih regij in različnih tradicij, je imela ta razstava izrazito eklektičen značaj in se je v izvedbi v določenih segmentih precej razlikovala od zastavljenega koncepta. Ampak ravno ta odstopanja od zastavljenega so na koncu v neki meri govorila tudi v prid razstave. Znotraj razstave sta bili predvsem dve sekciji, ki sta se precej razlikovali od ostalih. To sta bili sekciji problematika latinsko-ameriške umetnosti, ki jo je zasnoval Jorge Glusberg, ter sekcija kritične diagnoze, ki jo je zasnoval selektor Ješa Denegri in so ji tudi v katalogu namenili poseben položaj. Denegri je za uvrstitev v sklop kritične diagnoze predlagal umetnike, ki so se v tistem času ukvarjali s konceptualnimi umetniškimi praksami, predvsem pa s kritiko obstoječega umetnostnega sistema. Tako so bili v sekciji kritične diagnoze Jugoslavija predstavljeni Braco Dimitrijevič, Zoran Popovič, Raša Todosijevič in pa Goran Trbuljak. Zadnji trije so v katalogu predstavljeni z teksti in pravzaprav ni jasno, nimamo ohranjenega fotografskega materijala, na kakšen način so bili v praksi potem predstavljeni na razstavi. V poglavju kritične diagnoze Francija pa je predstavljen Daniel Buren, ki je svojim konceptualnim delom izstopil iz galerijskega prostora in svoje delo umestil na ulico pred vhodom v galerijo. Njihova umetnost torej ni imela pravzaprav nič skupnega z figurativno umetnostjo, ampak so bila vsa njihova dela izrazito konceptualna. To je ta postavitev, slika med zastavami Daniela Burena. No, drugi sklop pod naslovom problematika latinsko-ameriške umetnosti pa so predstavljala dela skupine 13 umetnikov, članov Centra za umetnost in komunikacijo ali s kratico CEITS iz Argentine, ki so pod vodstvom Jorga Glusberga v 70. letih prejšnjega stoletja delovali v Buenos Airesu. CEITS je združeval umetnike in teoretike različnih disciplin, ki so pod vodstvom Glusberga razvijali tako imenovano sistemsko umetnost in ideje, kot so imenovali tako imenovanega ideološkega konceptualizma, ki je nastal zaradi političnih razmer v Latinski Ameriki. Njihova dela na razstavi so se ukvarjala s političnimi in tudi ekološkimi temami, s temami kot so cenzura, nasilje, revolucija in pa kritika situacije v Latinski Ameriki, kjer so 70. leta zaznamovali številni politični preobrati in vzpostavitev vojaških diktatur. Umetniki skupine CEITS so svoja dela po navodilu Glusberga prilagodili na format, ki je ustrezal standardu IRAM, to je bil standard Argentinskega inštituta za racionalizacijo materialov in to so bili v bistvu heliografski printi, ki so bili ekonomični, reproduktibilni in so lahko zagotavljali kar najširšo distribucijo. No, v arhivu galerije imamo ohranjeno korespondenco z Glusbergom in celo dopis za donacijo grafik iz te razstavljene mape, ki je bila na razstavi, vendar žal danes teh grafik v zbirki ni več in niti niso bile nikoli popisane kot njen del. To
pravzaprav upamo še, da bomo odkrili, kje so. No, delom te skupine Zajc je na razstavi Mir 75 mednarodna žirija tudi podelila zlato odličje. No, poleg umetnikov, ki so bili uvrščeni na razstavo na podlagi izborov posameznih selektorjev, pa so bili na razstavi tudi številni, ki so bili povabljeni prek ambasad, saj je bil cilj organizatorjev, da na razstavi sodelujejo umetniki iz vseh delov sveta. 70. leta so bile namreč tudi čas, ko so v Evropi odkrivali tudi afriško in azijsko umetnost in največ umetniških del iz teh držav je bilo moč videti na mednarodnih grafičnih bienalih v Ljubljani. Iz arhivske dokumentacije Koroške galerije pa lahko tudi razberemo, da je bilo vabljanje umetnikov iz tako imenovanih neuvrščenih držav zelo politično spodbujano in zaželjeno in je potekalo večinoma prek državnih predstavništev. Tako je bilo tudi v primeru 6 umetnikov iz skupine Decenta, ki so v Slovenj Gradcu razstavljali na pobudo indonezijskega ambasadorja. No, grafike skupine indonezijskih umetnikov iz te skupine so bili barviti sitotiski in pravzaprav niso ustrezali pričakovanim predstavam o figurativni umetnosti, kot naj bi prišla iz neuvrščenih držav. Razstavljali so 18 grafik in jih potem tudi z tem pismom, ki ga vidite na projekciji, podarili za zbirko galerije. No, čeprav preseganje konvencionalnih razstavnih okvirjev pravzaprav ni bilo predvideno v same zasnove razstave, pa so z vključitvijo določenih umetnikov sprejeli tudi njihove nekonvencionalne načine predstavljanja. Tako je bilo tudi v primeru nekaterih umetnikov iz hrvaške skupine Biafra, ki so sodelovali na razstavi. Razstavljali so skoraj vsi člani skupine. Ivan Lesjak, Zlatko Kauzlarić-Atač, Rudolf Labaš, Emil Tanaj, Vlado Jakelić, Ratko Janić-Jobo in kipari Đurđica Zanoški, Stjepan Gračan, Ratko Petrić in Miro Vuco. Dela nekaterih izmed njih so bila razstavljena izven galerijskih prostorov, na dvoriščih in ulicah mesta ter drugih nenavadnih mestih, s čimer so samo umestitvijo umetniškega dela na nepričakovano lokacijo dosegli še nek dodaten učinek na gledalca. Denimo delo kiparke Đurđice Zanoški, ki je na razstavi prejelo tudi srebrno odličje, je bilo sicer postavljeno znotraj takratnega galerijskega prostora, ki je poleg današnjih prostorov obsegal še veliko dodatno dvorano v pritličju stavbe, umeščeno pa je bilo v nišo pod stopniščem in je tej groteskni figuri, sedeči na televizorju, dalo še nek dodaten, lahko bi rekli tudi potojitveni učinek. No, na prostem pa je bila razstavljena tudi risba na platnu Zlatka Kauzlarića-Atača z naslovom Slika, ki je obšla svet, in to delo s prizorom eksekucije je bilo skupaj z drugimi njegovimi deli obešeno na vrvici za perilo na enem od mestnih dvorišč. No, na tej točki moram ponovno omeniti delo v prostoru, ki pa je bilo konceptualno delo Daniela Borena z naslovom Slika med zastavami, ki se je nahajalo pred vhodom v galerijsko stavbo. Tam so namreč za priložnost te mednarodne razstave izobesili zastave držav, iz katerih so prihajali sodelujoči umetniki na razstavi. Mednje je Daniel Boren obesil dodatno zastavo, ki pa ni predstavljala nobene države ali naroda. In ta njegova zastava je želela poudariti neskladje in zastarelost nacionalne identifikacije umetnikov in njihovega dela. Organizatorji razstave so želeli z zastavami pred galerijo pravzaprav poudariti mednarodni značaj razstave, v resnici pa se mnogi umetniki na razstavi Mir 75 predstavljali dela, ki so dejansko služila kritiziranju političnega sistema njihove izvorne države. Tak je bil tudi primer umetnikov iz skupine Zajc. No, razstava Mir 75 pa se ni razširila samo fizično, izven formalnih galerijskih prostorov. To so v bistvu fotografije notranjosti, še nekaj obiskovalcev, Karel Pečko, ki razlaga, ki vodi po razstavi.
pač pa se je razširila tudi v času. Eden izmed sodelujočih umetnikov na razstavi, to je bil nizozemski grafik Ton Wegner, je bil tudi profesor na akademiji v Rotterdamu in že v času priprav na razstavo Mir 75 je v Slovenj Gradec pripeljal skupino svojih študentov in v sodelovanju z organizatorji razstave z njimi zastavil več ambicioznih projektov neposredno povezanih z razstavo. Prvi izmed njih je bila edinstvena akcija, ki so jo poimenovali Umetniško delo vsako gospodinjstvo, ki je pravzaprav idealistično in tudi ideološko podprto idejo o demokratizaciji umetnosti uresničila v praksi. Wegner je namreč s pomočjo svojih študentov na Nizozemskem natisnil 4000 grafik z različnimi motivi, pripeljali so jih v Slovenj Gradec in jih razdelili slovenjgraškim družinam, da jih obesijo v svoje domove. Posamezne izvode pa so vključili tudi v zbirko galerije. No, ti študentje so pod vodstvom Ton Wegnerja v okviru razstave Mir 75 v Slovenj Gradec prišli dvakrat. Obakrat so tudi ustvarjali tam, tako v prostorih galerije, kot tudi na terenu, po mestu in okoliških krajih. Dela, ki so jih ustvarila, pa so bila namenjena podpori vzporednega projekta, saj naj bi z izkupičkom od načrtovane prodaje teh del prenovili dvorec Gradišče in v okolici Slovenj Gradca in v njem uredili umetniški center. Žal se ta ideja, ki so jo razvijali kar nekaj let, zaradi pravnih in finančnih ovir ni mogla uresničiti, v zbirki pa so ostala dela namenjena prodaji za nesvojeni umetniški center. No, ta dela so tudi razstavili vzporedno s priložnostno tematsko razstavo Surinam 400 let bojev, ki so jo v času bivanja v Slovenj Gradcu pripravili ti študentje. Ta razstava je najverjetneje potekala kot predhodnica te glavne razstave Mir 75. Študentje so namreč ustvarili v Slovenj Gradcu serijo del v tehniki tempera na papir s prizori razmer kolonialnega izkoriščanja, suženjstva in upora. O tej priložnostni razstavi v arhivu ohranjena le ta fotografija s postavitve razstave, pa seveda sama dela, ki pa so izrazito plakativnega značaja. Vsako izmed njih je opremljeno z dodatnim listom, ki pojasnjuje dogajanje na sliki. Iz zapisanega je razvidno, da gre za prikaz razmer v Surinamu, od koder sta bila pa tudi dva izmed udeležencev umetniške rezidence v Slovenj Gradcu. To sta bila Jules Chin Afueng in Robert Bossari, ki sta kasneje oba postala zelo pomembna predstavnika surinamskega slikarstva. Povod za to spremljajočo razstavo pa je bilo najverjetneje tudi v veliki meri povezan s tem, da je takrat ravno tega leta 75 Surinam, ki je bil nizozemska kolonija, tistega leta postal neodvisen. No, zadnji vrsti projektov razstave Mir 75, ki je razširil to idejo tudi v času, pa je bil Park miru na Štibuhu. Organizacijski odbor razstave je namreč razvil zamisel o parku prostorov v naravi z prvotnim imenom Gaj svobode, v katerih bi postavljali, citiram, kiparske stvaritve raznih narodov v trajnem materialu v smislu uresničevanja najsvetlejših idealov Združenih narodov. Konec citata. V Gaju svobode so želeli zbrati kiparska dela, ki bi jih poklonili bodisi državniki ali države, umetniški ali umetniška združenja, ne le iz Jugoslavije, pač pa tudi iz drugih držav. Za ta park skulptur so dobili tudi politično podporo in tako je bila prva skulptura v parku darilo takratnega predsednika Jugoslavije Tita, ki je iz svoje zbirke za park podaril skulpturo hrvaškega kiparja Ivana Sabolića z naslovom Počitek oziroma originalnim naslovom Vdova iz leta 1948. V park so v naslednjih letih umestili skulpture uveljavljenih kiparjev vseh bivših jugoslovanskih republik, razen iz Bosne. Zasnovan je bil torej kot trajna postavitev skulptur na prostem, ki so podpirale ideje o ohranjanju miru s pomočjo umetnosti. Pri tem pa pravzaprav nobena od teh skulptur ne sodi v sklop tako imenovane angažirane figuralike, pač pa naj bi ta park kot celota z umestitvijo kiparskih stvaritev umetnikov iz različnih republik oziroma držav nekako odražal to idejo miru in sožitja, ki je bila v ozadju vsega. No, če povzamem, je ta razstava Mir 75 zaradi svoje organizacijske strukture sledila več kuratorskim konceptom in tako v določenih segmentih tudi presegla svoj zastavljen koncept. Ampak ravno ta razhajanja in protislovja pa so doprinesla nekatere nove načine v dotedaj uveljavljene razstavne prakse.
Bila pa izjemna tudi v smislu, da je pobuda ljudi z majhnega mesta pritegnila umetnike iz mednarodnega prostora in dobila tako tudi široko politično in družbeno pozornost. In sprožen je bil tudi angažma velikega dela prebivalstva, ki so se zelo identificirali s to idealistično idejo o umetnosti, ki si prizadeva za boljši svet. Hvala lepa.